preški župniji so si za prvi postni večer izbrali tematiko, ki ima zadnje čase v zainteresirani javnosti velik odziv. Gre za tematiko evtanazije, ki posega v eno izmed bistvenih moralnih in etičnih načel, pravico do življenja. Zagovorniki predloga zakona zagovarjajo pomoč pri samomoru in menijo, da je osnovno sporočilo omenjenega zakona, da bi umirajoči imel možnost končati življenje na način, ki ga bo določil sam in v trenutku, ki si ga bo tudi sam izbral. Pri pripravi omenjenega zakona so izhajali iz tega, da so ljudje, ko umirajo, še sposobni sami vnesti v svoje telo učinkovino, ki bo povzročila njihovo smrt. Zanje bi bilo nemoralno, če bi to prelagali na drugo osebo. Na drugi strani pa zdravniško društvo nasprotuje predlogu zakona in pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Poudarjajo, zdravniki smo zavezani v ohranjanju človekovega zdravja in življenja, kar je tudi naše osnovno poslanstvo. Nedopustno je, da predlog zakona zdravnikom nalaga izvedbo evtanazije, kar je v diametralnem nasprotju z našim osnovnim poslanstvom. Takega mnenja je tudi tokratni predavatelj, dr. Matjaž Cviter, tudi profesor etike na Medicinski fakulteti v Mariboru. Če bo to uzakonjeno, ljudje bodo nekako dobili občutek, da je njihova dolžnost, da se umaknejo. In družba jih nekako potihoma sili v to. Opravičevanje evtanazije kot metode za reševanje težav kroničnih bolezni je zelo občutljiva tema, saj so mnenja ljudi o tej temi zelo različna. Medtem ko nekateri zagovarjajo evtanazijo kot legitimno možnost za olajšanje trpljenja, drugi verjamejo, da je to moralno nesprejemljivo. Katera kronična bolezen pa ni neozdravljiva? Praktično vse kronične bolezni so neozdravljive. Sladkorna bolezen, vrsta rakov, kronične bolezni pljuč, srca, živcev, nevrološke bolezni. Vse to so kronične bolezni, ki jih znamo zdraviti, ki pa bodo bolnika spremljale celo življenje. To se pravi, da če bi se oprli zgolj na to, da ima nekdo neko neozdravljivo bolezen, bi zelo veliko ljudi po 50. letu, naprimer, lahko že evtanazirali. Torej sama diagnoza neozdravljive bolezni ni dovolj, seveda. Eno od pomembnejših vprašanj ob evtanaziji je, ali lahko bolnik sam odloča o svoji smrti. To vprašanje zadeva pravico bolnika do samoodločanja. Vprašanje pa je, ali in kako je bolnik sposoben sprejemati odločitve. Tudi za zagovornike evtanazije je osnovni pogoj, da bolnik sam to želi. Evtanazija brez soglasja, o kateri nekateri govorijo, je uboj. Ne glede na to, kako jaz mislim, da nekdo trpi, če on sam ne izrazi želje, da bi rad umrl, potem je to uboj. Tako da to je popolnoma nesprejemljivo. Pomoč pri evtanaziji s pomočjo smrtonosnih učinkovin se v Švici izvaja že vse od začetka 80. let prejšnjega stoletja. Nizozemska pa je prva država znotraj Evropske unije, ki je zakonom iz leta 2002 legalizirala evtanazijo in pomoč pri samousmrtitvi s pomočjo zdravnikov. Na Nizozemskem lahko prekinitev življenja na prošnjo, kot pomoč pri samousmrtitvi izvede le zdravnik, ki pa ima pravico do ugovora vesti in ni dolžan ustreči prošnji. Vemo, na primer, kot zanimiva ilustracija, da se na Nizozemskem, kjer je evtanazija dovoljena, da imamo vrh evtanazij v juniju. Zakaj? Zato, ker stari gospod vidi, da je v breme družini, ki je že rezervirala počitnice v Španiji in se želi posloviti, zato ker ima rad svoje otroke in ker bi jim rad otrokom in vnukom omogočil počitnice, če bo pa on še živ, bodo morali pa ostati doma. In a je zdaj to svobodna odločitev? Na Nizozemskem se več kot 80% evtanazij zgodi doma. Osebe v hospicu zelo redko, tudi na Nizozemskem po uradnih statistikah samo okrog 5% evtanazije v hospicu. Zaradi tega nas sogovornik zagovarja nujnost izboljšanja paliativne nege, ki se osredotoča na to, da se bolniku omogoči čim boljša kakovost življenja, ne glede na to, kako dolgo je še ostalo njegovo življenje. Mi potrebujemo kvalitetno paliativno nego, mi potrebujemo državo, kjer bo vsakdo imel dobro
oskrbo na koncu življenja in to brezplačno oskrbo na koncu življenja. Šele ko bo to zagotovljeno, bomo lahko rekli, dobro, če pa nekdo vendarle želi, pa se morda lahko tudi o evtanaziji pogovarjamo.